izkušnja. A se v Sloveniji lahko zgodi, da se brezdomnemu paru rodi otrok in da družina z dojenčkom oziroma z majhnim otrokom ostane na ulici? Ne, to se načeloma ne zgodi. Uradno se to ne zgodi. Tule se institucije hitro odzovejo. Mi tudi sodelujemo s centri, ko izvemo za neko družino ali pa za neko nosečo žensko, mi takoj obvestimo center za socialno delo in jih zelo pozovemo, da morajo nemudoma se odzvati in narediti neki tim in neki načrt pomoči. In se kdaj tudi zgodi, recimo, bil en primer, če spet povem, ene ženske, ki je živela na ulici, bila uporabnica drog, ni zmogla, nekako ni zmogla v tistem času se nekako postaviti na noge in je potem tudi prišlo do odvzema, a ne, korona ni bila sposobna, če rečem tako, skrbeti za tega otroka. Tako da tule je bila hitra aktivacija. Zdaj, zakaj sem rekla uradno? Ker jaz pa mislim, da se kdaj zgodi. Mi srečujemo tudi pare. Ni pa to tako pogosto. Se kdaj te družine znajdejo v situaciji, ko dan, dva so tudi skrite na ulici ali pa živijo v teh neprimernih oblikah, a ne. Tako da uradno ne in se načeloma to res ne dogaja. Se pa kdaj zgodi, da družine, ki so v stanovanjski neki ranljivosti, da kdaj tudi spijo zunaj, da kdaj spijo v kaki baraki ali pa v kakih kleteh za neki krajši čas, no. Moram pa reči, da sreče to, kar drugače vidimo po Evropi. Jaz sem bila zgrožena, pa delam na tem področju, ko sem šla enkrat ponoči skozi Bruselj, ko so tam cele družine spale v centru mesta, na jogih, in se mi zdi, takrat to me je še mene pretreslo, pa čeprav marsikaj doživim v dnevu. Tako da to v Sloveniji na srečo se še ne dogaja. Kakšna pa je zgodba teh oseb, ki jih tudi videvamo, berači? Zdi se mi, da so tuje govoreči, dejansko tukaj v okolici centra oziroma tam, kjer so turistični kraji, v bistvu beračijo, zbirajo denar. So to naši brezdomci ali je kaj resnice v tem mitu, da so to v bistvu organizirane skupine, pravzaprav neke kriminalne združbe, ki pripeljejo ljudi, da za njih beračijo in jim konec dneva tudi poberajo ves denar? Ja. Ja, tako je. Mi smo se v bistvu s tem začeli najbolj soočati, ko so prihajali različni ljudje. Načeloma lahko vsakdo ponuja časopis, moraš biti polnoleten, pa načeloma moraš neki jezik govoriti, da se lahko sporazumevaš. Ampak mi nikogar ne vprašamo, a si ti zdaj, če rečem tako, dovolj reven, da lahko prodajaš časopis ali ne. A ti se lahko vključiš, a ne. Kdorkoli. Zato, ker priti ponujati časopis Kraljev ulice ne pride vsakdo. Se izpostaviti kot nekdo, ki bo ponujal časopis Kralji ulice, pomeni, da si brezdomna oseba, ni glih stvar, da se človek kar tako Prestiža, ni stvar prestiža. Ni stvar prestiža, tako da mi ljudi ne sprašujemo. Smo se pa potem v enem obdobju, ko so prihajali iz drugih držav, no, tujci k nam, smo začeli malo spremljati, kaj se dogaja, a ne, in potem so neke družine potem vozile še druge družinske člane. In tudi s tem ni problem. Jaz mislim, da tudi človek, če išče, če pride sem po boljše življenje, a ne, ga ne obsojamo. Meni je najbolj ostalo, zdaj bom malo zašla, ampak bi rada to povedala. Jaz sem delala z eno družino, ki je prišla iz Makedonije in so tule živeli v taki bedi. In potem je meni bilo jasno in sem rekla, pa kako lahko tule, pa saj nimate, kako boste to življenje tule, nobenih pravic skorajda nimate, a ne. In je ona meni začela razlagati, v kaki bedi šele tam živijo, a ne. Tam je z družino bi živela v groznih, groznih razmerah, a ne. Tako da, torej to je tudi ti ljudje, ki prihajajo sem beračit, po moje že v nekih slabih razmerah. Ampak mi smo se v enem trenutku, ko smo ugotovili, da to tako nekako poteka na način, da vedno neke osebe pripeljejo nove osebe, smo postali malo bolj pozorni na to, obvestili o tem tudi policijo, ker se nam zdi problematično to, ne želimo podpirati konec koncev neke trgovine z belim blagom, ki v bistvu izkorišča nekoga drugega zaradi zaslužka. Tako da mi smo zdaj mogoče, če rečem tako, vseeno malo bolj zaostrili te pogoje ponujanja. Želimo osebe, ki se vključijo, bolj spoznati, ugotoviti, kaj potrebujejo od nas, kakšna je njihova situacija, predvsem pri nekdo, ki mogoče ki se težje sporazumeva recimo v slovenskem jeziku ali pa mogoče v kakem drugem, predvsem ugotoviti, kaj je neko ozadje, no, a ne. Ne smemo vse dajati v isti koš, to bi rada povedala, nikoli ne smemo ljudi tako nekako enačiti, ampak tudi mi to opažamo in smo v bistvu ravno zaradi tega prvič v zgodovini tudi dali neke dolgotrajne prepovedi ponujanja časopisa nekomu in rekli, da se ne more vključiti v naš program. Mi na vse možne načine smo zelo vključujoči do ljudi, a ne izključujemo ljudi, ki so tako izključeni, ampak v tem primeru
ko zelo, zelo sumimo, da gre za to trgovino z belim blagom, smo tle odločno rekli ne in nismo podprli tega. Jaz vedno vprašam, a govorite slovensko, preden dam nekomu denar. Pa ne v smislu, da bi nekdo, ki ne bi govoril slovensko, ne bi bil vreden tega denarja, ampak ker se mi zdi, da če se konstantno nekdo znajde, ista oseba, brez da bi karkoli od slovenščine se na novo naučil, to kaže, da nekako ni integriran in da je tam morda s kakšnim drugim razlogom. Ja. Ne vem. Mislim, spet težko je to posploševati, no. Težko. Jaz sem ravno preden sem prišla sem poslušala neki webinar, ki so spet govorili, recimo v Evropi, v Sloveniji se še to niti ne dogaja, ampak mislim, da se bo s časom. Recimo v Nemčiji je večina brezdomnih oseb tujcev, a ne. Tudi teh EU workers, a ne, ki pridejo pač delati in potem v bistvu zaradi okoliščin ostanejo tam na ulici. Tako da mislim, da se bo v Sloveniji tudi to začelo dogajati, a ne. Da so pač tujci, ki prihajajo in potem v bistvu nimamo dobrih integracijskih sistemov, ali pa zdaj lahko imeli široko debato o tem, zakaj se zgodi, ampak lahko z nekdo z nekim tujim A ozadjem veste, da jaz to se opažam? znajde v tej Temnopolte, situaciji. temnopolte, ki so zdaj obtičali tukaj na ulici in so zdaj že stalno, ne, recimo. Ja, In si rečem, ja, očitno to ne bo bi okej. bi mogli nekaj drugega ponuditi, a ne, osebam, ki prihajajo, ki potujejo in so na tej migrantski poti, ker se bo to zgodilo. Z zaostrovanjem represijo definitivno tega ne bomo rešili, ja. Za konec, za zaključek, kaj lahko naredimo mi? Jaz sem vedno v dilemi. Dajati denar, komu dati denar, koliko denarja, se kdaj ustaviti, se pogovoriti, plačati kdaj kakšen sendvič. Če dam denar, a gre morda ta denar za alkohol ali pa za mamila. Kaj narediti? Kaj je vaša strokovna izkušnja? Ja. Jaz bi tako rekla, vedno na tak zelo podoben način odgovorim, ali pa pol pač včasih neke različne odtenke, ampak jaz mislim, da se vsak posameznik ali posameznica mora odločiti, na kak način lahko sočloveku pomaga. Jaz mislim, da gre prvo za to. Jaz vedno spodbujam, jaz mislim, da pač v teh trenutnih časih predvsem mislim, da moramo graditi nekaj solidarnosti in sočutnosti drug do drugega, a ne. In osebe, recimo, ki ponujajo časopis, naši člani in članice, velikokrat govorijo, da jih najbolj zaboli ta ignoranca. V bistvu to, da so neopazni, neozrti, da nekdo gre mimo nekoga in ga sploh ne pogleda, a ne. Torej to, da ga pozdravim, dober dan, gospod, je nekaj. Tako, in Tudi včasih če ne že dam to, denarja. ta neka vrednost, dati sočloveku nazaj je pač ključnega pomena. Pač vsi si želimo biti vredni. Mislim, da to je tisto, pač če se ne počutimo vredni, ali pa če ne čutimo nekega dostojanstva, potem marsikaj drugega tudi ne pomaga, če tako, a ne. Torej, to biti, nekako dajati neko vrednost sočloveku, se mi zdi ključnega pomena, da opazimo. Konec koncev, ko tudi rečemo, zakaj ljudje mogoče ignoriramo, ja, mislimo, da mi nič ne moremo spremeniti, da je to situacija od nekoga drugega, a ne, da mi nič ne moremo spremeniti, pa ni res. Jaz mislim, da lahko že kot sosed, mislim, če opazimo nekoga v stiski ali pa ne vem, enega gospoda, ki na klopci pred našim blokom sedi, pa saj lahko do njega pristopimo. Mislim, konec koncev je naš sosed, saj spi na klopci pred našim blokom. In kaj lahko jaz naredim? Zdaj pa tako, nekdo lahko prispeva denar, nekdo tega ne more prispevati, nekdo lahko kaj skuha, nekdo pa lahko reče, jaz pa vem za Kralje ulice, pa bom poklical tja, pa mogoče lahko pride, a ne. In vsak posameznik mora ugotoviti, a ne, kaj lahko. Zdi se mi tudi pomembno pri tem še, no, ko človeka vprašamo, kaj rabi, ali pa ko nam pove, kaj rabi, pač tudi to sprejmemo, a ne. Ker pač človek lahko žica denar, lahko pač prosi za hrano in pač dajemo tisto, kar pač človek prosi. Še enkrat, če se vrnem nazaj, pač glih zadnjič mi je ena študentka rekla tako dobro, da je nekdo prosil za 5 evrov, ona mu je prinesla rogljiček in potem takoj za njo nekdo dal 5 evrov. In da ta rogljiček je bil tako, okej, hvala, in ta oseba, ki je bila odzadaj, je dala 5 evrov. In se je ta človek ful razveselil. In pa sem rekla, dobro, ampak kaj je on prosil? Ja, 5 evrov. Sem rekla, ja, pač tudi ti, ko se nekaj zaželiš, pač pričakuješ neko darilo, recimo se nekaj zaželiš, nekomu poveš željo, pa ti kupi nekaj drugega, rečeš, okej, hvala, pač si zadovoljna, samo pač ni bila to tvoja želja. Da mraz prinese nekaj drugega, kot si že No, želel, vsak od Tako, bo razočaran. tako, če malo karikiramo. In ta človek, ja, je verjetno rabil za drogo, a ne, ampak zdaj pač nekdo, ki je hudo zasvojen, rabi veliko več pač denarja za to svojo zasvojenost, kot pa mogoče za hrano. Ampak, tako sem rekla, vsak posameznik se potem odloči, zakaj bo dal. In to ni nič narobe, ampak mislim, da moramo biti iskreni do sebe pri tem, a ne. In tudi do osebe, pač
če nekdo prosi 5 evrov in mogoče, če rečem tako, prosi za šut, lahko rečemo, ja, oprosti, ne bom ti dala to, lahko ti pa to in to ponudim. A ne? Še vedno se mi zdi, da tudi če ne podpiramo tega, lahko ohranimo neko spoštovanje do človeka. Ne? In to se mi zdi pač bolj pomembno. No. Nam se je zadnjič nekaj čudovitega zgodilo tukaj pod Metalko. Moji 2 hčerki, šli smo mimo brezdomke in sta prosili moža, če jima da drobižek, in sta ji nesli. In gospa ni pričakovala, ni niti gledala in sta se pač tam 2 majhni punčki pojavili pred njo in ji dali vsaka svoj drobižek in jo je zagrabila, objela, ji dala vsaki ljubčka in rekla in začela jokati, gospa. In mi smo bili vsi 4, pač, to je bilo res ganljivo. Mislim, nama je bilo to zelo ganljivo gledati, ta mali itak nista vedeli čisto dobro, kaj s tem bi, ampak v resnici je pač pokazala vse, a ne. In sem zelo vesela, kako je odreagirala, ker mislim, da boste naslednjič z veliko večjim veseljem hčerki prosili, dajta nama denar, da dava noter, a ne. Gospa Hana, iskrena hvala za ta pogovor. Hvala tudi za vse to družbeno koristno delo, bom rekla, altruistično delo, ki ga opravljate. Hvala, da ste. Hvala, da to delate v imenu vseh nas. Čim več sreče in vkolikor vas lahko v prihodnosti še kje podpremo, smo z veseljem tukaj in bomo pomagali. Hvala. Super, ja, najlepša hvala. Vedno dobrodošli, mi smo vedno, naša vrata so odprta za vse, tako da dobrodošli. Hvala lepa. Ja, hvala. Nasvidenje, lepo se imejte, poslušalci, poslušalke. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.